Dobro jutro vsi skupaj. Dobrodošli nazaj k še enemu zelo zanimivemu dnevu. Danes imamo pogledati osnovne pogoje, ki jih naš telo potrebuje, da se samo zdravi. Zelo ljubim mnoge stvari, ki so v Bibliji, in včeraj smo si pogledali, in to je 2. Korinčanom 6:16, kjer piše, Bog pravi, kakšna je zveza templja Božjega z maliki. Kajti mi smo tempelj Boga živega, kakor je rekel Bog. In to je čudovita misel, kaj ne? In tako pravi Bog, prebival bom v njih in med njimi bom hodil. In bodem njih Bog in oni bodo moje ljudstvo. Čudovita misel, kaj ne? Dobro poznamo tudi drugo vrstico iz Biblija, 1. Korinčanom 3:16-17. Ne veste, da ste tempelj Božji in da Duh Božji prebiva v vas? Če kdo pokvari tempelj Božji, tega pogubi Bog, zakaj tempelj Božji je svet, kateri ste vi. Pogledali smo si tudi, ko je Bog rekel v 2. Mojzesovi 15:26, kjer pravi, ako boš res poslušal glas Gospoda svojega Boga in delal, kar je prav v očeh njegovih, in pazil na zapovedi njegove in čuval vse postave njegove, ne pošljem nad te nobene teh bolezni, ki sem jih poslal nad Egipt. Torej, ne gre se za to, da jih je Bog udaril s tem, ampak enostavno njihov življenjski slog je povzročil to, kar se je zgodilo, ker so sami skazili svoje telesa in so videli posledice. In tako so prišle bolezni. In arheologi in znanstveniki, ki so raziskovali ostanke Egipčanov, so odkrili, da so imeli raka in artritis in zelo podobne bolezni, kot jih imamo danes. Kar so v bistvu bolezni življenjskega sloga. Točno to, kar piše v Bibliji. Gremo pa še na 1. Korinčanom 6, vrstica 19. In vedno mi je zanimivo s prvo besedo, ki piše mar, ne veste, klicaj. A moram res ponavljati, kaj? Ne veste, mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga. Ne pripadate sami sebi. Vemo, da nismo sami svoji, zato ker smo bili ustvarjeni. Ampak pozorno, kar pišete. Kupljeni ste bili za visoko ceno. V hrepenenju vekov Jezusovo življenje piše, da je Kristus odšel po zelo dragih opravkih, ko je prišel na zemljo. In v 1. Petrovem pismu, 1. Petrovo 1:18 piše, kaj je bila cena. Vedoč, da niste odkupljeni z minljivimi rečmi, s srebrom ali zlatom, iz praznega življenja svojega, podedovanega od očetov, ampak z drago krvjo, kakor jagnjeta, brez hibe in brez madeža, Kristusa. Adventistična cerkev je edina cerkev, ki ima sporočilo o svetišču. Čeprav v vsaki Bibliji piše in kaže, da je svetišče v puščavi in da je to čudovita ilustracija Božjega jagnjeta, ki odjemlje grehe sveta. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? Ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato smo od Boga po stvarjenju in odrešenju. In naslednja vrstica piše, zato poveličujte Boga v svojem telesu. Jaz sem odrasla v presbiterijanski cerkvi in tam ni bilo sporočila o zdravju. Torej, pri 25 letih me je začelo zanimati adventistična cerkev. In to zaradi tega, ker so imeli sporočilo za zdravje. In jaz kot hipi in vegetarijanka so mi bili zanimivi in ker tega prej nisem slišala. Ko sem začela preučevati Sveto pismo, sporočilo o zdravju, mi je kar skočilo v oči. Nekaj, kar prej nisem videla, ko sem bila še v presbiterijanski cerkvi. In vkljub temu, vse te vrstice jasno pišejo, da ali ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki prebiva v vas, ki ga imate od Boga in niste sami svoji. Torej, nimamo pravice, da ne bi ta telo ga dobro ohranjali.
In če si pogledamo Izaja 58, kar smo si zadnjič pogledali, ali je to post, ki sem ga izbral, da odprete spone krivičnosti, da snamete suženjski jarem, ter oprostite tlačene in razbijete sleherni jarem. In pogledali smo se, kako je to v bistvu direkten citat z sporočilom za zdravje, kaj ne? Absolutno. Kdo v bistvu je danes v verigah? Kadilec, recimo, alkoholik. Ali ni to, da dajemo lačnim kruh? In Biblija govori o tem, o Božji besedi kot kruh življenja. In govori tudi, ko olajšate njihovim fizičnim problemom, težavam, da jim tako pomagate. Da so tako veliko bolj odprti tudi do evangelija. Ko ljudje pridejo z glavoboli v naš zdravstven center, slavimo Boga za te, ker potem jim lahko damo vročo kopel za noge, zmasiramo njihove ramena in jih olajšamo bolečine. In potem so vsi pripravljeni. Celo 2 osebi sta bili zmasirani in imeli noge v topli vodi in eden izmed gostov je prišel noter. In potem je rekel, jaz bi tudi imel glavobolo, jaz bi tudi to. Tako enostavno zmehča ljudi te tretmaje. Poglejte, kaj piše Izaja 58 naprej. Tedaj napoči kakor zarja svetloba tvoja in zdajci zacvete zdravje tvoje. Veste, kaj to pomeni, zdravstveni misionarji? Ko boste začeli te stvari početi, bo vaše zdravje zacvetelo. Če imate okna odprta po noč in sveže rjuhe, naravne in čiste, če imate vsak dan ste na soncu in če v prejšnjem predavanju smo si pogledali, kaj pomeni zmernost, to v bistvu pomeni, da ne jemlješ nič v telo, kar škoduje telesu. In velik poudarek je dan temu. Kaj pa je z naslednjim delom? Da ničesar ne pretiravamo. Prvič, nič ne daje v telo, kar mu škoduje, in druge stvari v zmernosti. Torej ne smete po 3 krožnikih hrane se pritoževati nad alkoholičarji, ker je z nami isto. Vse moramo imati v zmernosti, pravi meri. Iti zgodaj spat. O tem bomo govorili danes. Kakšen je učinek spanja? In kakšen učinek ima to na telo, če ne spimo? Skoraj do točke do pijanosti. Obstaja več nesreč, zato ker ljudje zaspijo za volanom, kot pa zaradi alkohola. Veste to? Torej ne morete s prstom kazati na alkoholike, če greste spat o polnoči. Razumete? Zdravo jesti, tudi to si bomo pogledali. Pogledali si bomo tudi, da dovolj pijete, da predate vse srce Kristusu, da dovolite, da On živi v vas in hodi v vas. Torej, tempelj živega Boga je potrebno pravilno postaviti. Potem bo napočila zarja svetloba tvoja in zdajci zacvete zdravje tvoje in pred teboj pojde pravičnost tvoja, slava Gospodova bode zadnja straža tvoja. Tedaj boš klical in Gospod te usliši, vpil boš in odgovoril ti, glej, tu sem, ako odpraviš id med sebe jarem, iztezanje prsta v zasmeh in ničemurno govorjenje. Verjetno ste že slišali, če kažete s prstom, koliko jih kaže proti vam? Ja. Razumete? To je zelo pomembna točka tukaj. To je tako kot tista gospa, ki je prišla in sem jo vprašala, koliko vode spijete na dan. Pa je rekla, kar veliko jo spijem v čajčkih. In na koncu tedna je pila 4 kozarce vode na dan. In učenc bi morda rekla, Barbara, pit bi jih mogla 8. Ko bi recimo učenc naredil. V redu. 4 je že veliko za gospo, ki prej ni nič pila. In zapomnite se, in najpomembnejša lastnost Boga je kaj? Milost. Milost. Torej želimo si jih pridobiti in ne, da se prestrašijo. Kaj je naš cilj? Naš cilj je, da pospešimo prihod Kristusa, tega velikega rešitelja, Jezusa Kristusa. Zato si želimo to pospešiti. In on zadržuje svoj prihod zaradi tega, ker ne želi, da bi se kdo pogubil. Čeprav naš zdravstven center
je podjetje in mora biti podjetje, ker če ni podjetje, potem ne bo plačalo samo sebe, potem boste mogli zapreti. Vemo pa, da gre za misijo. In ko jaz pravim gostom, vsako jutro molimo za vas po imenu, molimo, da bi nam Bog dal modrost, kaj storimo z vami. Vsako srce se topi s tem. In ta mlada gospa, ki je bila 30 let pred kratkim, nekajkrat sem jo že omenila, muslimanka je bila, ni želela slišati imena Jezus nekaj prvih dni. Do konca tedna smo molili v Jezusovem imenu in ona se je smeljala. Veste, vidite, kako se ljudi postopoma spreminjajo. In zapomnite se, jaz ne morem spreobrniti nikogar. Nobenega ne morem prepričati. To je delo Svetega Duha. To je delo Svetega Duha. In on jih bo pripeljal v hitrosti, s katero lahko prenesejo. To je ta božanska oseba, s katero moramo sodelovati. Jaz mislim, da nikoli ni bil čas na zemlji, kjer je insomnija bila tako razširjena. In Rusi so vedeli, da če bi ohranili človeka 16 dni brez spanja, da bi umrl. In to je ena izmed najbolj učinkovitih načinov mučenja, da ne more spati. Brala sem tudi o človeku, verjetno pred 50 leti že, ki je bil iz komunistične države, bil je v zaporu in neprestano so ga tresli in tepli, da ni zaspal. In hoditi je mogel iz ene sobe v drugo sobo. In videl je, kako izgledajo njegove noge v ogledalu, ki so bile tako debele kot njegov telo, trup. Njegove oči so se izboklile in to 10 dni. In to je bilo zelo, grozno. In neverjetno, koliko ljudi se v bistvu na ta način sami mučijo. Edino upanje boljših reči je poučevanje ljudi v pravih načelih. A ni to res? Prava načela. Zdravniki naj poučujejo ljudi, da obnavljajoče moči ni v lekarniških izdelkih, temveč v naravi. V naravi. Torej iz sredine potegnimo tukaj ven počitek. In kar si bomo danes pogledali, kaj nam znamenja danes kažejo. V centru naših možganov je majhna malca žleza. Pineal gland. In ta žleza izloča 4 hormone vsako noč. Te hormoni se sproščajo samo v roku 5 ur. V zimskih urah bo to med 9 uro zvečer in 2 uro zjutraj. Poleti pa med 10 zvečer in 3 po noči. Signali svetlobe in teme pridejo preko optičnega živca, kontrolnega centra v možganih in ta del telesa komunicira z to žlezo. Vem, da je malce težko tukaj, na Švedskem, ker ne vem, če sem že kdaj tukaj videla sploh temo. Ali se tukaj sploh kdajkoli stemni? Po zimi, poleti pa ne. Jaz, ko grem sredi noči na WC in vidim, da je zunaj kot zora, čeprav je polnoč. Zelo sem vesela in hvaležna za te debele zavese, ki jih imam pred oknom. Ker prvo noč bi se zbudila ob 4 in rekla, dan, ob 4 zjutraj, ne gre. In odkrila sem, da lahko grem nazaj spat, če sem potemnila prostor. Ampak vseeno, telo se adaptira glede na okolje, kjer ste. In zaradi svetlobnih signalov, stanja lune in valovanja morja, vsa ta sporočila gredo v možgane in povzročajo sproščanje 4 hormonov v tem časovnem obdobju 5 ur. En hormon je serotonin. Serotonin je vaš hormon razpoloženja. Torej, če se želite dobro počutiti, pejte kmalu spat. Zgodaj. In koliko ljudi trpi z depresijo, anksioznostjo in gredo pozno spat. Mislim, da vsakdo, ki je imel otroke, skoraj vsi jih imamo tukaj, kakšni so otroci, ko gredo spat pozno?
Ojej, naslednji dan so, kot da niso sami svoji. Malce so težki. Niso dobili svojega serotonina. In otroci tudi vedo, ko starši niso dobili svojega serotonina, ko vidijo, kako jih starši neprestano za malenkosti izbadajo. Drugi hormon je epithalamun. Epithalamun poveča sposobnost učenja. Če se pogovarjate z učitelji, vam bodo točno povedali, kdo je bil pozno po noči po koncu. Če niste dobili tega hormona, epitalama, potem je težje dobro razumeti informacije, težko je obdržati informacije, si zapomniti jih. Torej za učence je zelo ključno, da gredo zgodaj spat, da dobijo ta hormon. Epitalamun upočasnjuje tudi staranje. Naredili so kar nekaj raziskav na to temo in si pogledali glasbenike. Glasbeniki, še posebej rock zvezde, ki poprečno hodijo spat ob 2 zjutraj in tako zelo hitro začnejo razpadati. Oddaleč morda še vedno izgledajo suhi in vse v redu in barva na njihovih laseh, ampak ko pogledate od blizu, vidite, kako imajo zadebeljene oči in kako so zmozgani. Zelo hitro se starajo. Tretja točka, tretji hormon v teh urah, ki se sprošča, arginin vesetosin. Arginin vesetosin, to je naš naravni hormon proti bolečinam. Ste vedeli, da imate naravni protibolečinski hormon? To je arginin vesetosin. Ampak, ko uporabljamo ta hormon, arginin vesetosin, ki ga telo naravno proizvaja, se proizvaja tudi odpadek iz tega hormona. In če je ta odpadek še vedno prisoten naslednjo noč, potem ne boste dobili polne količine tega hormona. Torej, kako se znebimo teh smeti, tega arginin vesetosina od uporabe? S telovadbo. Ko telovadite podnevi, se potite in ta pot sprošča, se pravi, odpadke od arginin vesetosina. Imam prijateljico, ki in seveda v 70-ih letih medicinske sestre niso imele pripomočkov dvigniti pacientov. Tako je bilo zelo običajno, da so sestre si poškodovale hrbet. Danes imajo naprave, ki dvigujejo to, ki so narejene za to. In moški so sicer narejeni za to, da dvigajo težje bremena. To ne pomeni, da ženske ne morejo dvigniti, ampak ženske imajo maternice. In če ne dvigujejo pravilno, lahko oslabijo njihovo maternico do prolapsa. In ko smo se nekoč pogledali, kako dvigujemo, dvigujemo z največjimi mišičnimi skupinami, največje kosti. In kako lahko to uporabimo? Ko uporabimo mišice jedra in hrbtenico zravnano. Tako kot telovadite preko dneva, sproščate ostanke arginin vesetosina. In moja prijateljica je ugotovila to, ker je imela zelo slabo hrbtenico, zaradi medicinskega dela, operirali so jo, je vedno ni bila hrbtenica popolnoma dobra in bila je na protibolečinskih tabletah. Pri 38 letih. Kaj to pomeni? Ko bomo jutri gledali, vam bom pokazala del možganov, s katerim gledamo naprej, predvidevamo. In ona je mislila, kje bom čez 1 leto? Kje bom čez 10 let? In skrbelo jo je glede teh tablet proti bolečinam, zdaj, ker niso opravile tega, kar so nekoč opravile. Kar pomeni, da je morala jemati več in potem prišla do točke, da je postala odvisna od teh tablet. Potem je v časopisu videla reklamo za predavanja v mestu, kako sproščati bolečino. Torej je odšla tja in je bilo telovadba, specialist za telovadbo in on je povedal diskutiral arginin vesetosin faktor.
Tako je govoril o telovadbi in rekel je, ko telovadite, povzročate sproščanje smeti, ki so ostale od argina in vesetosin. Torej, če želite to dobiti, morate iti zgodaj spat, ampak naslednji dan morate tudi telovaditi, tako da sproščate v bistvu te smeti. In še ena stvar se je zgodila, ko telovadite. Če imate poškodbe v hrbtenici, bodo vaše mišice in vezi se lahko ojačajo, da kompenzirajo temu. Kakšno čudovito telo imamo. Torej, prijateljica je začela hoditi 5 km na dan. Rekla je, pogosto v prvem kilometru čuti bolečino, ampak vztrajala je, ker ni bilo prehodov. In medtem, ko je hodila in se je telo malce sprostilo, je postalo lažje in lažje. In izkusila je manj bolečine. Tako je začela tudi uporabljati manj bolečinskih tablet. Če ste odvisni, je potrebno postopoma, počasi odvajati to. Mislim, da je trajalo 6 mesecev in je bila brez bolečinskih tablet. In svojo bolečino je lahko imela pod kontrolo. Čudovita zgodba, kaj ne? Zdaj, ker je odkrila, zdaj, ker so njene mišice in vezi se ojačale, so nekako se vklopile in podprle šibkosti, ki jih ima v hrbtu. In pričela je porabljati lastni hormon proti bolečinam. Kar nekaj ljudi sem že srečala in to jim je pomagalo. V Avstraliji je odvisnost od medikamentov kar visoka. Zelo visoka. Velik problem je to danes. Ali verjamete ali ne, na televiziji so nekoč imeli gospoda, ki je bil dokaj fit, izgledajo, kot da je bil star 50, pa je rekel, ja, res, bil sem odvisen od narkotikov in ni mi bilo všeč, kar je bilo z menoj in kam gre to. Sem šel fiziologu za telovadbo, osebnemu trenerju in sem začel telovaditi. In je rekel, in potem sem bil sposoben zmanjšati tablete. In to so predvajali na televiziji na nočnih novicah. Govoril je tudi, da je začel piti več vode in prenehal uporabljati stimulante. Hvala Bogu, da je to lahko bilo na televiziji. Rekel je pa tudi, da še vedno 4 medikamente jemlje, ampak sicer dobro obvladuje bolečino. Potem je bila tudi gospa, ki je bila malce predebela, okoli 30 let, in so njo intervjuvali. In so rekli, kaj pa si vi mislite o tem? Mene boli in moja pravica je, da si vzamem, kolikor tablet želim. Kakšen kontrast, neverjetno. Tu deluje vaš arginin vesetosin. Pogledali si bomo bolečino malo bolj v detajle kasneje, oziroma popoldne. To je nekaj, kar si moramo zapomniti. Pomembna točka. Arginin vesetosin ni samo vaš naravni protibolečinski hormon, ampak poskrbi tudi, da greste v globoko spanje. Bolj zgodaj, ko greste spati, bolj verjetno je, da boste padli v globok spanec. 4. točka pa je, hormon pa je melatonin. Melatonin popravlja in pomlajuje v času noči. Kaj, če torej nekdo gre spat v polnoči? Potem boste dobili samo doze serotonina, epitalamina, arginin vesetosina in melatonina. Vprašanje za $1 milijon se torej glasi, kaj povečuje to in kaj zavira to. Pogledali si bomo, kako lahko vi povečate proizvodnjo vaših nočnih hormonov. Kako lahko povečate proizvodnjo? Zgodaj zjutraj spat? Logično, kaj ne? Mislim, da se vsi lahko cenimo, da je potrebno planirati spanec. Planirati tudi čas, ko greste spat. In treba je delati proti temu, 1 uro preden greste spat sicer. A ni to res? Vem, da ko skrbim za vnučke, ki sta 4 in 6 let stara, njuna mama želi, da sta ob 6:30 v postelji. In edini način je, da to začnem ob 5. Imajo lahek čas, malce sadja, potem se skopata, zgodba. Videla sem, kaj moja snaha stori, lahek čaj jim da in seveda, se spomnite, kaj smo si pogledali, kaj pomaga pri sproščanju melatonina? Banane. To je čudovita večerja. Če imate večerjo, seveda.
Ona jim da lahek čaj, jih skopa, potem grejo takoj v posteljo, kjer se oblečeta, zgodba, rulete dol in tako počasi preideta v posteljo. Torej, to je treba pričeti prej, ob 5. Torej, malce planiranja je potrebno. In zaradi signalov svetlobe in teme, in sedaj govorimo bolj o zimskem obdobju, da je fajn imeti luči, da so bolj blage, ker svetlobe res lahko zmedejo naš ritem. To so fluorescentne luči. Pogledali si bomo list, kaj zmanjšuje produkcijo teh hormonov. Bomo preprosto rekli svetla nočna luč. Ker poetinja sem. Skozi nekaj rimam. Torej, svetla nočna svetloba. Lunina svetloba se ne vmešava s tem. Torej, če je malce nočne svetlobe potrebno, potem naj bo to zelo blaga, mehka luč. Nočna svetloba pa se vmeša v ta ritem. Se spomnite en izmed mojih prvih izjav? Svetlobni in nočni signali prihajajo preko optičnega živca v možgane. Seveda na Švedskem v poletju, kjer je skoraj ni teme, bi lahko rekla, da je vaša epifiza in oči, da so adaptirane na to, zato ker imate to vsak dan. Ampak pomembno je biti v temi. Druga stvar pa je, ko imate zaprte oči, ne veste, kaj je tam zunaj. Moj sin, ko je bil star približno 12 let, je rekel, mami, zelo dobro zdravilo imam, kako zaspati. Kaj pa je? Kako? Tako, da strmim v svoje veke. Rekla sem, to sem zapomnila. Peter, sliši se kot dobra ideja. Še ena reč in to je dobra točka. Smejanje. Naredi dobro kot zdravilo. Se spomnite tega pregovora? Pregovori 17:22. Življenje mesa je v krvi. 3. Mojzesova 17:11. Ko se učite Biblijo na pamet, boste videli malce vzorce in lahko vam olajšajo, da si zapomnite. Ja, smejati bi se morali, več smejati. Otroci se 125krat na dan smejo, tudi mi bi se morali več smejati. Moja vnukinja pri 10 je gledala ven iz okna in se smela. Nisem šla pogledati čez okno, nisem pogledala, nisem vedela, zakaj se smeje. Čemu se smeješ? Pa rekla, poglej tovornjak, zadaj ima zataknjeno lopato. Haha. Njej se je zdelo to zelo smešno. Mene je tudi nasmejalo. Se spomnite, kaj je Jezus rekel? Razen, če postanete kakor otroci. To je ta naravno zaupanje, ki je hkrati to trajno zaupanje in preprostost. Preprostost malih otrok. Smejanje lahko poveča proizvodno teh hormonov. Verjetno ne boste presenečeni, da me vidite, kako napišem naslednjo. Ekrani. Ena izmed največjih omejevalcev dobrega spanja. Spanca. Ko smo si pogledali sonček včeraj, se spomnite? Modra luč čez melanopsin, receptor v uču in ekrani imajo modro luč. In to je specifično pri ekranih, ki jih imamo blizu obraza. iPadi, računalniki, iPhoni. In velik problem imamo z odvisnostmi danes. Ne samo otroci, mladostniki, odrasli, ki so odvisni od igric. Govorila sem z možem, ki ima nekje kmetijo na jugu Avstralije, Delhanty Park, in tam mladi pridejo tja z odvisnostmi in jih odpeljajo ven v divjino, kampirajo, s kanuji se peljajo
Tu se ubadamo z najbolj hudimi odvisnostmi, ki smo jih kdajkoli imeli. To je še bolj težko premagati kot odvisnost od amfetaminov ali celo heroina. Rekel je odvisnost od tehnologije. Torej igrice in hkrati tudi Facebook. Ena gospa mi je rekla, da so ljudje iz zgornjega nadstropja v bloku, apartmentu, rekla, da je 2-letnik vedno jokal. In si je mislila, kaj se dogaja? In je šla en večer priti gor in vprašala, če je vse v redu. In potem je šla do vrat, videla, da je okenček odprt in pogledala noter in mali je jokal, vlekel za mamo in mama je bila takole, na telefonu. Prijateljica mi je se obrnila in odšla. To je bil odgovor. Ta malček ni moral dobiti pozornosti od mame. Ekrani torej. Jaz ljubim moj WhatsApp, lahko se pogovarjam z družino vsak dan, ampak bodite previdni po vaši izpostavljenosti s tem, kako operirate s tem. Ampak to so reči, kar vse boste srečali na vaših zdravstvenih centrih, ker so ljudje odvisni od tehnologije. Meni je zelo zanimivo, da ljudje, ki so odvisni od tehnologije, ponavadi ne pridejo. Težko je pomagati nekomu, ki ne vidi svoje potrebe. In poznate stari rek, da človek prepričan proti svoji volji bo še vedno ostal istega mnenja. Torej, želeti se morajo izboljšav. V našem zdravstvenem centru pa tehnologijo izklopimo vsak večer, mislim, da ob 8 zvečer, Wi-Fi izklopimo. Vsem tudi povemo, da izklapljamo Wi-Fi. Ampak živimo nekje na podeželju. Verjamem, da je nekje, kjer ni mogoče izklopiti, ampak začnite sami sabo, če ne drugače. Da svojo tehnologijo odstranite iz spalnice ali pa v skrajnem kotu. Jaz polnim mojo tehnologijo čez dan ali pa v kopalnici, v drugi sobi. In tako lahko tudi vašim gostom svetujete. Če imate samo eno malo sobo in morate polniti, potem je to v tistem kotu. Vprašanje, če letalski način kaj pomaga. Ja, letalski način sigurno ustavi te frekvence, da se iščejo med seboj. To je to, kar seva. Mislim, da sem omenila včeraj, da številke so 80% Američanov spi s telefoni pod polštrom. Te stvari definitivno zmanjšuje produkcijo teh hormonov ponoči. Svetloba po dnevi. Dnevna svetloba nam da jasne signale in spati v temi. Kar moja hčera vedno storila v svoji sobi, v otroški sobi, je imela himalajsko lučko iz himalajske soli. Se spomnite, kako izgleda? Kot tak velik kos himalajske soli in noter lučka. To je zelo nežna lučka in to oddaja negativne ione. Se spomnite, ko smo govorili o negativnih ionih, negativno nabiti kisikovi ioni? Torej, kako lahko to oddaja negativne ione? Ali ne potrebujete vlage in gibanja in zraka? Ja, zrak je. Tudi vlaga je v magneziju in v soli, ampak imate tudi frekvenco lučke, ki povzroči dovolj gibanja, da oddaje negativne ione. Tako lahko pomagajo čistiti zrak. Stres definitivno zmanjšuje produkcijo hormonov ponoči. V Bibliji piše, naj ne zaide sonce za tvojo jezo. Kaj ni res, ko se uležemo in gremo spat, potem naši možgani pričnejo delati. To se imenuje chat soba, kjer se pogovarjamo. In potem se sami sabo pogovarjamo. Ja, to bom storil, ono bom naredil, ja, vrt bom tako postavil in tako naprej. Treba je priti ven iz tega. Če gre za neke vrste, da je nekdo bil neprijazen do vas ali pa zelo hudoben do vas. Vem, da pred kratkim sem dobila e-mail, ki je bil zelo naporen od ene izmed mojih snah
Zaradi nekega razloga misli, da ne kopam otrok vsak dan in da jih pozno dajem spat. Odkje pa je to prišlo? In moj oče mi je rekel, ne odgovarjaj, Barbara. Zelo je bila huda, zaradi nekega razloga, ne vem. Ne odgovarjaj, je rekel Michael. Veste, jaz pa sem del mojih možganov. Jaz želim rešitve, jaz želim rešiti problem. Kaj sem storila? Napisala sem e-mail, ampak nikoli ga nisem poslala. In Biblija pravi, naj bo vaš govor vedno z milostjo. Samo želela sem napisati svoj primer, ampak ne moreš vedno svojega primera podati. Ne moreš vedno svoje povedati. Veste, kaj sem si mislila v svojih mislih? Mislim, da Bog deluje na njej, zato ker je ateistka. Mislim, da Bog deluje tudi pri njej. In kar je v bistvu razjezilo, da so otroci prišli nazaj in so začeli govoriti o Jezusu. In veste, kaj je rekla moja vnukinja? Mami, vedno sem slišala zgodbe o Jezusu, ampak zdaj ga pa ljubim. Kako čudovito, kaj ne? Veselje mojemu srcu, ampak ne moji snahi. Morda je rekla kaj takega. In potem sem dobila vse te male knjige o Jezusu, pesmice, ki mi jih je poslala nazaj. Težko je bilo. Torej, kaj lahko le naredimo pri stresu? Torej, napisala sem e-mail, zelo lep e-mail. Torej, Biblija pravi, da naj bo naš govor vedno z milostjo, ampak ni bil poslan mail. Michaelu sem ga pokazala. In je rekel, ne. Barbara, spusti to. Čas bo pozdravil to 6 mesecev, te ne bo. Naj se umiri. Rekel je, ti si čudovita babica. In rekel je, ti vedno kopaš otroke. Torej ni utemeljeno, ampak to je nekaj v nas, da želimo braniti. In lahko vam povem, da mi je bilo to teže, kot pa, da me prepovedali v celi Avstraliji. Ojej. Kaj boste storili? Jaz sem se ulegla zvečer v posteljo in sem razmišljala. Saj ga vsak dan kopam, sej ni nič narobe. Tako sem vstala in napisala e-mail. Veste, da je bilo v bistvu, vse je bilo napisano tam v mailu. Ampak ne poslati. Torej napisala sem v draft, osnutek. In lahko, da bo ostalo tam za vekomaj. Ampak napisano je, torej to, kar je v glavi, sem spravila na papir, tako rekoč. In potem sem zaspala. Običajno v tem času, ko razmišljam zvečer, to je zdaj primer iz Škotske, ko sem se zbudila zjutraj, dan, ne, 4 zjutraj. Torej zavese. In da pridete ven iz tega chatrooma oziroma, ko razmišljate, lahko naredite več stvari, da se znebite teh misli zvečer. Brala sem v knjigi in to je popoln opis, chatroom. Vidim, kako se smejite in kimate. Vi vsi poznate ta primer, ko zvečer razmišljate. Težko je, da me ustavite. Jaz ljubim delo. Jaz rada počnem stvari. In vedno se zgodi v glavi prva stvar. Organiziram in sama sabo se pogovarjam. Ampak še vedno rabim spat. Po pauzi sedaj bomo obdelali tudi čas. No, kako se mi je ratalo? Začela sem ponavljati biblične vrstice. In daljši odsek je bil Jakob 1, 27 vrstic. Torej začela sem to ponavljati. In zjutraj, ko sem se zbudila, mislim, da sem prišla do 13. vrstice. Samo nekaj, da vas zmoti in greste ven iz chatboxa. Neka gospa mi je povedala in se mi je zdela čudovita ideja. Rekla je, veste, kaj jaz počnem? Jaz ležim in razmišljam o moji dobri teti, stari babici. Ker sem bila še otrok, ona je imela najlepši vrt. In njen maček, kakšen je bil, perzijski. Vidite, kako deluje? Razmišljate o drugih stvarih. Veste, kaj je dobro zame? Da izberem tudi mojo snaho. In vse reči, ki jih imam rada na njej. Ker je veliko čudovitih stvari glede nje. Morda izberete soseda.
Ali pa prijateljico, ki ste jo poznali, ki jo poznate dolgo. Morda nekoga, ki je morda umrl. Moj oče je umrl pred 2 leti in razmišljam o očetu. On je bil pilot. In ko se je bila stara 16 let, on se je učil leteti, mi otroci smo se pa lahko izmenjavali in smo hodili not in ven iz letala. Moj mož mi je rekel, tega danes ne bi pustil več. Ampak vidite, kaj vam povem. Svoje misli vzamete stran in jih presmerite. Še en dober način, kako prijete ven iz tega, da uporabite načela o 1. Tesaloničanom 5:18, vsem se zahvalite Bogu. Torej, spisek, zakaj ste vse hvaležni Bogu. Da ste hvaležni, da ste v udobni posli. Hvala, Oče, ker nisem v siberijskem taborišču, kjer sem pokrita z časopisom. Veste, najboljše knjige, ki jih lahko berete, ko dolgo letite? Življenje siberskega delavca. In potem se zavedate, da ste v luksuzu in se ne boste pritoževali 48 ur letenja. Knjiga z imenom Dolg sprehod, pohod, 3, ki so v bistvu bežali iz Sibirije in so hodili 1 leto, da so prišli na Kitajsko. Včasih so šli čez puščavo in se mislili, da ljudje ne morejo živeti 3 dni brez vode. Oni so bili 5 dni brez vode. In na koncu so najdli blato, kjer so lahko pili vodo. Take zgodbe berete in potem cenite to, kar imate. Ležite za spanec in bodite hvaležni. Tako kot nek gospod, in to sem odkrila, da nekateri ljudje, ki ne morejo spati, in take ljudi boste srečali. Ne morem spati, pa moram spati, pa ne gre. Zakaj ne morem spati? Težek dan imam jutri. Tak ne bo spal. A boste spali, če vas jezi to, da ne morete spati? Torej, tudi da vas nekaj jezi, tudi to ni dobro. To je grozno. Jaz bi moral spati moram. Kar pridem in, dobila sem mail od gospe, še vedno ne spim. Ne spim. Utrujena sem po dnevi in kako bi se lahko pozdravila, če ne moram spati. In nadaljuje. In vse sem naredila. In sem ji napisala. Ena stvar, ki nisem naredila, pa je, rekla sem ji pred 3 e-maili, naj se Bogu zahvali, da ne more spati. In potem mi je bila zelo huda na to. Tako sem si izmislila nekaj drugega, da ji rečem, pa sem rekla, niste se zahvalili Bogu, niste bili hvaležni za spanec, ki ga sploh dobite. No, kakorkoli. Nazaj mi ni več pisala. Res je, če ne morete spati, bodite hvaležni za dejstvo, da lahko vsaj ležite in počivate. Gospa pravi, jaz sama sebi pravim, ustavi se, sprosti se in se sprostim. Ja, sproščanje je dobro. To metodo so nas učili, ko sem bila v eni izmed šolskih ur o nosečnosti. Rekli so, uležte se in začnite pri nogah. Na konici prstov na nogah in jih skrčite in sprostite. Potem greste čez celotno telo, tako mišice. Ker napnete mišico in sprostite mišico. Prav tako trebuh in vse naprej. Čez celotno telo. In ko prijete čez celo telo, bo vaše telo sproščeno. Torej, če boste v tem chatboxu, da sam razmišljate, ne boste zaspali. Biti v tem chatroomu in z vsakim, ko se boste pogovarjali, če omenite chatroom, bodo takoj vedeli, o čem govorite. In je to morda, ko se prvič uležete ali pa ko se zbudite prezgodaj ali pa sredi noči. Če boste v tem chatroomu preveč premišljevali, vas bo zadržalo od spanca. Velik obrok zvečer oziroma po noči. Zajtrk bi morali jesti kot kralj. Danes smo jedli kot kralji, kaj ne? In kosilo kot kraljica. In veste, kraljica včasih je tako veliko kot kralj.
in večerja kot hlapec. Gospa me je vprašala, kaj pa jejo hlapci? Ja, včasih nič. Zajtrk kot kralj, kosilo kot kraljična in večerja kot hlapec. Večina ljudi danes pa, vem, da v Avstraliji in tudi v drugih krajih, da je zajtrk kot hlapec, kosilo kot hlapec in potem kot kralj in kraljična zvečer večerja. Ko se uležemo spat, naš celoten organizem, telo želi spati. Ampak če imate hrano v želodcu, potem vaše telo ne more spati. Vaš želodec ne more spati. Zato, ker mora prebaviti ta obrok. Ker v tem toplem okolju, ko spite, hrana začne gniti. In se lahko zastrupite. Že samo od hlapov. Ste že slišali za tako zastrupitev? Neki star izraz za to. To je, ko hrana gnije v želodcu. In hlapi, ki izhajajo. Torej, veliki obroki zvečer, če jejo velike obroke, ali jih zanima zajtrk potem? Sploh ne. Nimajo apetita. Morda še ostanejo ostanki zajtrka, se pravi zjutraj v želodcu, zato ker, ko sonce pade, vse telesne funkcije se upočasnijo. V bistvu je tako, da vaš inzulin, odzivnost inzulina, je najbolj aktivna ravno zjutraj, za razliko najmanj zvečer. Torej imamo mnogo diabetikov, ki pridejo na naše programe in jim damo zajtrk kot kralj, kosilo kot kraljica in to je to, konec. In kaj jim zdravniki pravijo, da naj počne? Vsake 2 ure jejte. Če se počutijo, da potrebujejo nekaj za zvečer, jim damo beljakovinski napitek, zdaj, ker banana ni dobra hrana za diabetika, ker ima zelo visok glikemičen indeks, kar pomeni, da dvigne glukozo v krvi. Banana je dobra za otroke in za zdrave. Ja. Nekaj drugega rabijo. Še ena čudovita hrana, ki ne dvigne melatonina, ampak se prebavi zelo hitro, da niste več lačni in je popolna tudi za diabetika, je v bistvu avokado. Avokado zelo počasi dvigne glikemični indeks. Ampak, če nekdo potrebuje nekaj po noči in je diabetik ali sredi noči, ker imajo prenizk sladkor, kar je jasen indikator, da imajo preveč inzulina, ga vnašajo. Ker inzulin bo samo glukozo spravil dol, a jo potrebujete ali ne. Torej, mi vedno ljudem, ki imajo diabetes, ker morajo sami obvladati to, sami morajo kontrolirati raven in oni tudi najbolje vejo, kdaj potrebujejo. Odkrili smo, da v 48 urah, o tem bomo govorili v nedeljo sicer, da najdemo, da morajo diabetiki na taki naši hrani zmanjšati svoja zdravila v roku 2 dni. Zato, da glukoza ne pade prenizko. Če pa koga skrbi, kaj pa če rabim kaj po noči, jim naredimo beljakovinski napitek za noč. Torej jim damo enega zvečer, 37 minut, da še enega ob pojsli, če potrebujejo. Po noči. Omenila sem tudi beljakovinski prašek, ki ga uporabljamo, je v bistvu, lahko najdete tudi druge sorte, recimo tudi rjavi riž in podobno, organska soja. V Avstraliji imajo naše trgovine kar veliko variant beljakovin, praškov beljakovina. Zagotoviti morate, da ni sladkorja noter oziroma sladil. Okusov. Gospod pravi, bral sem, da ima telo na razpolago veliko žolča zjutraj in največ za kosilo in skoraj nič za večerjo. Po 6 uri. Ja, tako je. To je res. In seveda tudi vaš žolč prebavlja vaše maščobe. To bomo predelali pri drugem predavanju. Vprašanje. Kdaj ne bi bil zadnji obrok v dnevu? Torej, kdaj ne bi bil zadnji obrok? Odvisno je. Odvisno je mnogih reči. Večina ljudi v bistvu jim najbolj paše, če 3-4 ure preden gredo spat, če bodo sploh imeli večerjo. Jaz pa pravim staršem z otroki, tinejdžerji v šoli in podobno.
poskrbite za obilen zajtrk, več vlaknin, maščob, beljakovin za zajtrk in večina otrok ne potrebuje veliko kosila, ste opazili. Samo igrati se želijo. Torej lahko bi imeli samo pomarančo ali jabolk za kosilo in ko pridejo domov ob 4, mnogo mater pravi, da takrat jim dajo tudi glavni obrok. In potem ni potrebno tudi jaz zvečer. Omenila sem moje vnuke, ki je svoj obrok, se skopajo in gredo spat uro pa pol po obroku. Ampak ta njihova večerja je v bistvu samo nekaj kosov sadja. Sadje zelo hitro prebavimo, tudi če je blizu spanca. Odvisno od mnogih stvari. Nekoč sem obiskala prijatelja in tam sem ostala z njo, prespala z njo. Ob 6 sem prišla in rekla, nisem naredila nič večerja, ker vem, da ti ne ješ večernega obroka. Sem rekla, res je, nisem imela kosila, ampak stradana sem. Kaj ne naredim? Prosim te samo za krožnik poparjene zelenjave. To se hitro prebavi. To sem pojedla ob 6:30. Mislim, da ob 9:30 sem pa že spala in želodec je bil srečen. Nisem pa želela. Nekateri sicer pravijo, da imajo nekaj kosov kruha za večerjo. To ni lahko, to je težka stvar. Kar je najlažje so sadje in zelenjava. Nekateri zvečer popijejo malo juhe, če mislijo, da potrebujejo. Vse je odvisno. Nekoč sem govorila s prijateljem, ki je zrastel na kmetiji in rekel, jaz sem en izmed 6 fantov. Mi smo bogato jedli zajtrk, kosilo, in zunaj smo bili s kravami in ko smo prišli domov zvečer, je bilo le nekaj kosov sadja. In potem so namesto tega raje šli v mesto in jedli hitro hrano. Torej, mati bi morali narediti nekaj malo bolj konkretnega kot samo sadje za močne sinove, ki so delali fizično cel dan. Nekaj z več substance. In kaj bi to sploh bilo? To je lahko parjena zelenjava, morda bolj bogata, gosta juha. Ali je dobro imeti proteine po noči? Ponavadi to ni potrebno, ampak še enkrat odvisno od osebe. Če bi imeli osebo, ki ima zelo prenizko težo na našem programu, jim ponavadi po noči damo nekaj. In ko boste videli, pri predavanju, ki ga bo imeli, je odvisno od vaše kisline v želodcu. Če imate dobro močno kislino, potem boste to hitro prebavili. Ampak če ima oseba švoh prebavo, potem bolj lahko zadevo. Odvisno je. Fantje, ki so cel dan delali v zonaj, karkoli so pač počeli s kravami in je težko delo, za njih bi bila juha s stročnicami kar v redu. Veliko je odvisno od. Ne pozabite, da to, kar v bistvu iščete, je odziv. Če jeste nekaj po noči, pred nočjo in greste spat, ne morete spat, potem tega ne jejte več. Probajte kaj drugega. Res pa je, da najlažje stvari, ki jih lahko zvečer pojemo, je juhica ali pa kakšno smoothie ljudje kakšni dojejo. To je precej lahko. Zjutraj pa daste beljakovine, ampak zvečer ni potrebe. Ali pa nekaj kosov sadja. Odvisno je mnogih stvari. To tudi storimo z našimi diabetiki. Dajmo jim smoothie. In če rečejo, nisem mogel spati, smoothie je bil tako težek, potem tega ne bomo ponovili. Lahek smoothie. Nekaterim je dovolj mandljevo mleko, sojino mleko za zvečer. Vprašanje. Ellen White pravi, da je spanje pred polnočjo dvakrat bolj koristno kot po polnoči. Ali je to zaradi efekta hipofize, ali so morda še kakšni drugi faktorji vključeni tu? Če so še drugi faktorji pri tem, ker vsi pravijo in verjamem, da ste že slišali, da je vsaka ura pred polnočjo vredna 2 ure po polnoči. To je predvsem zaradi hipofize. Ampak v naslednjem predavanju si bomo pogledali cikle spanja in različne, ki se zgodijo v zgodnjem delu noči in poznem delu noči. Tole odvisno je delno od hipofize in delno od tega, kar si bomo naslednjič pogledali.
Kaj še poveča proizvodnjo teh hormonov, so hranila. Kar pomeni, da rastlinska prehrana, ki je bogata z beljakovinami, maščobami, minerali, vitamini, kaj lahko zmanjšuje te stvari, je v bistvu kofein. Pri kofeinu je tako, da lahko povzroča 50% zmanjšanje proizvodnje oziroma izlivanje teh hormonov za 5 ur. Veste, da neka gospa mi je rekla, a to pomeni, da lahko imam kavo potem zjutraj? Me je vprašala. In ko smo pogledali predavanje o zmernosti, vam bom pokazala točno, kakšen učinek ima kofein. Alkohol tudi to omejuje. Alkohol, 40% zmanjšanje izlivanja teh hormonov. Večina ljudi se v bistvu zaveda, če imajo kavo zvečer, ne spijo dobro. In večina se jih to tudi zaveda. Tudi meso. Še posebej zvečer. Meso zvečer v bistvu omejuje te hormone, zato ker je tako težko prebaviti. Veliko ljudi, ki pride na naš zdravstveni center, v bistvu počnejo vse te stvari. Lepota tega, da to predstavite to v predavanju, in jaz pogosto rečem ljudem, da je to v bistvu ogledalo. In tukaj boste videli, kako se lučke prižgejo. Za razliko od tega, če jim rečete, tega ne smeš zvečer delati, bolj pozno moraš iti, tako in tako moraš delati, drugače in levo in desno. Rečeno nam je, da naj nehamo kazati s prstom. Ja, razumete? Torej, podajte jim informacije. In če mi kdo pravi po vsem tem in reče, to ne. Ne, meni je všeč moja kava, všeč mi je moje rdeče vino zvečer in tako naprej. Veste, kaj jim jaz pravim? Jaz samo rečem, vse je njihova izbira. In na čemu sloni svoboda? Na prosti izbiri. Svobodi izbiri. Pregovori 16, pregovori 14, vrstica 6 pravi, da razumnemu pa je spoznanje lahko. Kar sem ugotovila, je, da to, ko se ljudje zavejo, kaj se v bistvu se dogaja, potem se lahko odločijo. V bistvu, jaz tega ne želim več in sedaj tudi vem, zakaj ne. Probleme imam s tem. Sedaj lahko vidite, ko smo si pogledali vse te dokaze, da smo šli v bistvu čez vseh 8 zdravnikov, kaj ne? Svež zrak, mislim, da vsi vedo, da je svež zrak medtem, ko spimo, zelo pomembna stvar. Da dobite kisik medtem, ko spite. Telovadba? Ja, sem mislila, da se mi je dodalo. Absolutno. Telovadba bi mogla biti številka 1. Telovadba zvečer. Telovadba zjutraj, tako je. Včasih so moji možgani že korak naprej. Telovadba zjutraj pomeni, da boste boljše spali po noči. Telovadba tekom dneva pa poveča krvotok do epifize in to potem bolj učinkovito deluje po noči. Sedaj imamo še eno vprašanje. Kako je, če delate težko telovadbo zvečer? Potem nas to prepreči, da spimo. Če zvečer telovadite in greste spat, pogosto ste tako budni, da lahka telovadba, lahek sprehod je lahko zelo dobra stvar. Še posebej, če ste jedli. Ampak ne pa naporna telovadba.
čeprav Salomon pravi, propovednik, da je spanec delovnega človeka sladek, kar pomeni, da ko ste fizično aktivni v dnevu, da fizična izčrpanost in mnogo ljudi ne spi dobro, zaradi tega, ker se ne utrudijo čez dan fizično.